Baletni večer so sestavljali 3 deli. V prvem so se s svojimi prvimi baletnimi koraki predstavljali tisti, ki obiskujejo baletno šolo. Prvo sem hodila mažoretkam, potem pa sem si zlomila roko in me mama več ni dala mažoretkam, zato me je pa dala baletu. Tisti najmanjši pa o trenutno zanje najtežjih baletnih elementih zaupajo naslednje. Baletni koraki, špaga. Za prvi del so na konzervatoriju navdih poiskali v vesolju in tudi naslov je bil barven z vesoljem in matematiko. 3x2V, XYZ plus T, poševnica, pobeg 2012. Koreografije na odru je v ozadju spremljala videoprojekcija posameznih nebesnih pojavov. In res smo našli ogromno idej, ogromno navdiha v teh vesoljskih pojavih, planetih, meglicah, kopicah. Včasih se nismo niti razgibali, smo kar na točko šle, da smo šle vaditi. Pravzaprav je navdušujoče, kako so majhni otroci, od 7-letnih pa tam do skratka skozi osnovno šolo, kako zelo se znajdejo na tako velikem odru. V drugem in tretjem delu večera se je z dovršenimi koreografijami predstavila srednja baletna šola. V koreografiji Mojce Usar je bil najprej na vrsti Odsev življenja v podobi sodobnega plesa. Sledil je divertisma iz romantičnega Delibovega baleta Kopelija. V bistvu danes mora balerina znati plesati in moderno in klasično, tako da imam nekako enakomerno razdeljeno in moderno in klasično. Dodelili so nam vloge, potem smo začeli s pedagogi na urah baleta vaditi te določene vloge, nato pa v začetku marca pa smo začeli z skupnimi vajami tu v dvorani v SNG-u. Morda tisti najmanjši še ne v tolikšni meri, zagotovo pa tisti, ki obiskujejo srednjo baletno šolo, živijo za balet. Jaz si zdaj življenja brez baleta pravzaprav niti ne morem nekako predstavljati, že samo zaradi tega, ker cele dneve ne bi bilo nič za delati, pa nekako res všeč mi je in to.